Dnevnik mladega naravoslovca nam odpre pogled na naravo skozi oči entuzijastičnega irskega fanta. Med irske pečine, gozdove in podnebne proteste sta se odpravila tudi Lenart in Rok. Naš svet se vse bolj deli na stremenje po dosežkih, materializem in samoanalizo. Smo na prelomni točki odnosa, ki ga gojimo do sebe, drug do drugega in do svojega sveta. Sveta, ki je tako zapleteno povezan, tako soodvisen, tako notranje prepleten, tako občutljiv. To je bil odlomek iz knjige Dnevnik mladega naravoslovca. Lenart, pozdravljen. Zdrav. Se ti zdi, da smo ljudje še tako povezani z naravo, kot smo bili nekoč? Ne, nismo. Če sem iskren, nič ni enako kot nekoč. Živimo v moderni informacijski družbi, ki ima okoljske probleme. Močno spreminjanje narave vzbuja vedno večjo zaskrbljenost in zaradi povečanih podnebnih sprememb vsi mi čutimo povečano potrebo po varovanju in pa po zaščiti okolja. Hočeš nočeš smo spoznali, da je narava omejen sistem dobrin in pa surovin in da je pretirano poseganje v njo lahko nevarno. No, avtor knjige je avtist in to skozi zgodbo večkrat jasno pove. Zato tudi na naravo gleda nekoliko drugače, kot da bi jo bolj čutil, bolj podoživljal. Si se lahko z avtorjem na kateri točki tudi poistovetil? Sam imam rad naravo in mi je bilo zelo všeč, da se je Dara kljub avtizmu pripravljen boriti za njo, da ostane kakršna je. Res je, da je fant drugačen, a skozi knjigo začne spoznavati, da to za njega ni nekakšna ovira. Torej bi se lahko z njim poistovetil, prav tako pa bi se, verjamem, da z njim poistovetila tudi prevajalka tele knjige Anja Radaljac, ki jo vseeno sprašujemo, kako pa je prevod tele knjige spremenil tvoj pogled na naravo. Živjo. Kot veganka in aktivistka za pravice živali imam tudi sama precej podoben odnos do narave kot Dara McAnulty. In z tega vidika mi je knjiga predstavila neko točko poistovetenja, prepoznanja, je bila zelo dragocena, me je pa tudi izjemno navdušila z zelo specifično empatijo in čuječnostjo, ki jo avtor premore. Ja, se zagotovo strinjam, empatije nam v današnjem svetu manjka. Če bi v Mežici organizirali podnebni štrajk, Lenart bi se ga udeležil. Ja, absolutno, mislim. Knjiga te res spomne, kako pomembno je to spoštovanje do narave. Če bo kakšen štrajk, Lenart me kar povabi, pridem v Mežico, prav, ker vsak glas šteje. Tako kot v studiu šteje vsak pravilni odgovor, kdo pa ima v žepu naslednjega. To pa bomo videli takoj po vprašanju, ki se glasi takole. Dnevnik mladega naravoslovca opisuje, kako se narava spreminja in kako to doživljamo. Lenart pravi, da nič ni enako kot nekoč. Kaj je mislil s tem? A. Ljudje smo izgubili stik z naravo. B. Ljudje ponovno iščemo stik z naravo. C. Ljudje vedno bolj izkoriščamo nove tehnologije. Ali D. Ljudje smo vedno bolj zaverovani sami vase. A ali pa C. Ja, bi to, pa C. To je bilo. C, da. Ja, ne vem, ti si to. Meni se zdi, da je to zato ravno nekaj bolj učiti za tem tehnologije. Dvakrat odgovor C. Ljudje vedno bolj izkoriščamo nove tehnologije, menite. Ja, Lenart pove, da nismo več tako povezani z naravo, kot smo bili nekdaj in da ni nič enako, kot je bilo nekoč. Pravilen pa je odgovor A. Žal tokrat vam Lenart točk ni prinesel.